Spoštovani profesorski zbor, cenjeni gospod ravnatelj. Naš veliki pesnik, čigar imena in pomena se spominjamo v jutrišnjem dnevu, ki smo ga Slovenci povzdignili v praznik svoje kulture, je v pesmi Glosa potožil. Slep je, kdor se s petjem ukvarja, kranjec moj mu osle kaže. Slovenci pri Prešernu še Kranjci z jutrišnjim praznikom častimo svojo kulturo, jezik, samobitnost. Praznika se vsi veselimo, saj nam ta dan ne bo treba v šolo ali v službo. Lahko si bomo malce oddahnili od svojega dela, si mogoče privoščili malo daljši spanec, denarjenje ali kakšno športno, morda celo kulturno dejavnost, za katero v običajnem delovnem ritmu marsikdaj zmanjkuje časa. Vendar ne bodimo kot tisti Prešernov Kranjec, ki kaže osle pesnikov oziroma se požvižga na kulturo in umetnost in ki ceni le denar, materialno bogatstvo, ne pa tudi duhovnega. Prav je, da se v našem kulturnem prazniku bolj zavemo predvsem njegove vsebine, pomena, da nismo veseli edino zato, ker bo ta dan prazen naših običajnih delovnih obveznosti. Privoščimo si ta prijetni oddih, naberimo si novih moči, napolnimo se z veseljem, radostjo in zavedanjem, da jutri obeležujemo praznik, ki nas vse združuje in opredeljuje, praznik naše kulture in našega jezika. Jezik je več kot le sredstvo sporazumevanja, je temelj narodove kulture, zgodovine in identitete. Narodna identiteta pa je tudi vir ponosa, zdrave samozavesti, dostojanstva. Kako bomo Slovenci ohranili svojo lastno podobo v sodobnem svetu, v katerem praktičnost tujega jezika, zlasti vse prisotne in zlasti mladim nadvse všečne angleščine, spodriva naš manjši v globaliziranem svetu, nepomemben in zato za mnoge manj uporaben oziroma praktičen jezik, ki ga ti mnogi hitro označijo kot težkega, pretežkega. Kako bosta vsa večja uporaba in navdušenje nad praktičnostjo, hitrostjo in učinkovitostjo umetne inteligence vplivala na naše razmišljanje, domišljijo, izvirnost, ustvarjalnost, na našo pripravljenost, da se za nek dosežek, za znanje zares potrudimo, razmišljamo in rešujemo probleme, ter nabiramo lažjih in hitrejših poti, sami pa se raje prepuščamo lenobnemu drsanju po zaslonih in iskanju bližnjic, in ob tem postajamo vse bolj nedejavni, nemisleči, nebiroči, nepismeni, vse manj sočutni, v zaslone zroči, nekritični potrošniki. Četudi je vpliv tujih jezikov in umetne inteligence v digitalnem in vsakdanjem svetu neizbežen, je pomembno, da se zavedamo tudi pasti ter vpliva tehnologije in presplošne rabe tujih jezikov na naš jezik. Oboje oblikuje način našega izražanja in sporazumevanja. Oboje lahko slovenščino obogati ali pa izprazni. Ne smemo pozabiti, da je jezik živa tvorba, ki raste in se spreminja skupaj z nami. Mi smo tisti, ki mu dajemo moč, smisel in vrednost. V današnjem hitro spreminjajočem se svetu je naša odgovornost, da negujemo in spoštujemo naš, svoj lasten slovenski jezik. V njem se zrcalita preteklost in sedanjost, zrcalila se bo prihodnost naroda. Vsaka beseda, ki jo izrečemo ali napišemo, je del naše kulturne dediščine in naše izvirnosti, samostojnosti in ustvarjalne moči. Vsak trenutek, ko uporabimo slovenščino, prispevamo k bogati tapiseriji naše lastne kulture. Zato naj bo naš jezik odraz nas samih, raznolik, bogat in živ. Ohranimo njegovo lepoto in ga uporabljamo s ponosom, saj ko govorimo, pišemo ali ustvarimo v slovenskem jeziku, ustvarjamo kulturo svojega naroda, ustvarjamo svoj lastni jaz, svoj lastni obraz. Na letošnji prireditvi se bo predstavilo 12 razredov. Veseli smo, da ste se prijazno odzvali našemu povabilu in svojim nastopom pokazali, da ima GCC še talent za kulturo. Sledijo točke razredov. Najprej se nam bodo predstavili prvi letniki. Prvi B, C, Č, D, H in I. Oder je vaš.
Mogoče kdaj in kje živeli so ljudje, ki ni bilo jih strah pokazati roke v rokah. Mogoče kje in kdaj obstaja tak je kraj, kjer je živel nekdo, ki bi mu mar bilo. Nekdo, ki bi zbral pogum, ki bi znal poljubiti z besedami in res hudo bi to počel, ki bi mi pustil, da vase bi ga vzela in ljubila bi. Ki bi me ujel, ki bi me pogrel in me pijano bi ubil, ko vrnem se domov in mi dovolil, da pojem v posteli sredi noči. Nekoč morda nekje nekoče je kje usoda, naj udari, naj pokaže smer. Sreča je povsod, a je daleč, ko hodiš naokrog. Če je kje usoda, naj udari, naj pokaže smer. Sreča je povsod, a je daleč, ko hodiš okrog. Mogoče kje in kdaj ti priznam, da imam zate pol srca, da bi ti rada dala kar. Če bi zbral pogum, če bi znal poljubiti z besedami, kot stokrat prej si to počel, a si jih pustil pri tisti, ki vzela, ljubila njim. Nekoč morda nekje s teboj, če je kje usoda, naj udari, naj pokaže smer. Sreča je povsod, a je daleč, ko hodiš naokrog. Če je kje usoda, naj udari, naj pokaže smer. Sreča je povsod, a je daleč, ko hodiš okrog. Če je kje usoda, naj udari, naj pokaže smer. Sreča je povsod, a je daleč, ko hodiš okrog. Tam, kjer potonejo vse barke. Ljubezen vid mi zamegli. Živeti ali umreti, ne vidim več razlike. Konec je začetek, počasi povezujem pike. Jaz hodim za oblaki, čakam sončne žarke. Vem, da plavam v zaliv, kjer potonejo vse barke. Zdaj poskušam plavati, boriti, se upiti. Upam, da nisi eden od ljudi, ki so medo zdaj že siti. Nisem oseba, ki bi jo bilo lahko ljubiti. Vse, kar sem slišala o ljubezni, so le pravljice in miti. Kot naivno upanje mestnih luči, držala sem dih vse dneve in noči. Iskreno, brez roza pobarvanih leč, nikoli ti zares nisem bila všeč. Jaz hodim za oblaki, čakam sončne žarke. Vem, da plavam v zaliv, kjer potonejo vse barke. Zdaj navajena sem le na meglene oblake, upam, da me ne vidiš samo kot napake.
Res prelepa si, punca moja, lepa, kakor Burj Khalifa. Da sanjam te, treba je res malo. Zame si kot novi iPhone ali počitnice v Dubaju. Tvoji lasje plapolajo v vetru, čisti in mehki kot iz revije. Tvoje oči čisto me prevzamejo. Ves dan bi gledal jih in bi se jih ne naveličal, kakor fanti igric. Kot majhen otrok tvoje srce. Enkrat veselo, takoj zatem pa živoče. Vendar mi te nihče ne more vzeti, saj zavedno skupaj sva kot sneg in led. Kako si lep, moj dragi, kako si lep. Tvoje oči so kot čudovit sončni zahod, ki se blešči na nebu. Tvoj pogled je kot magnet, ki privlači moje srce. Kadar me pogledaš, se stopim kot sladoled na soncu. Tvoji lasje so kot valovi morja, ki se igrajo s sončnimi žarki. Tvoje ustnice so kot sladka jagoda, kot mehka vrtnica, ki pritegne vsak pogled. Si kot zvezda na nebu, sijajen in čaroben, kakor nasmeh na tvojem obrazu. Si kot pesem, ki si jo želim poslušati v nedogled. Kot film, ki ga želim gledati vsak dan. Vse, kar je na tebi, je čisto umetniško delo, ki ga občudujem dan na dan. Prečudovita moja draga, tvoji prameni las so kot sončni žarki, ki zahajajo za obzorjem. Tvoje oči so kot neodkriti diamanti, ki samevajo v skrivnostni dolini. Tvoj nos je majhen in ljubek, kot marjetica na spomladanskem travniku. Tvoje ustnice so rdeče kot najslajša jagoda. Tvoja koža je gladka kot nerazbit ekran mojega telefona. Tvoj obraz je kot slikarsko platno z najočarljivejšo umetnino. Tvoje roke so mehke in ljubke kot majhen pomeranec. Tvoje noge so dolge in vitke kot brezine veje in tvoj nasmeh je nepozaben kot zasneženo božično jutro. Ti, moja sladka ljubezen, si kot Audi med golfi, ki ga takoj zagledam na še tako polnem parkirišču. Želim, da sonce obsije tvoje oči, ko zaslišim prvi vlak, ki mimo naše vasi drvi. Tvoji zobje so kot stolpnice v velem mestu, poravnane ulice, pobeljene z debelo plastjo snežink. Visoki dimniki tovarn me spominjajo na tvoje dolge, močne noge, za katere si želim, da me grejejo, ko me zebe. Kako lepa si, moja draga, kako lepa. V tvojih očeh življenje gori, kot plamen na kresovanju. Tvoji lasje so kot svila, mehki, bleščeči. Tvoj nasmeh je kakor slika, ki bi jo lahko občudoval ure in dneve. Tvoj smeh je kakor pesem, ki bi jo poslušal neprestano. Ob tvojem dotiku se počutim, kakor bi me pravkar stresa elektrika, prav tako pa je zdravilo, ki odpravi vse moje srčne bolezni. Tvoj von je kot omama, ki kar zvabi moj past, prelisiči kot plenilec, da o tebi mislim ves čas. Res si lepa kot svetlica, prav tako si moj zaklad. Zaradi te stvari in mnogo drugih te imam neskončno rad. Kako lep si, moj dragi. Tvoje oči se svetlikajo kakor 1000 zvezd na nebu. Tvoje ustnice so lepe in drhteče. Tvoj nasmeh prežene vso žalost z mojega obraza. Ko te zagledam, mi to kar polepša dan, saj si kot duh, ki se pojavlja in izginja. Skupaj sva kot sneg in zima. Kako lepa si, moja bejba, kako lepa. Tvoje oči so kot Ikea, v njih se vedno izgubim. Tvoj obraz je gladek, kakor zaslon najnovejšega televizorja. Tvoji lasje so gosti kot jutranji promet na avtocesti. Tvoji zobje so bleščeči, kakor sosedova nova fasada. Tvoje ustnice so rdeče, kot neonski napisi nad trgovinami. Bled in nežen je tvoj vrat, kakor cvet orhideje na okenski polici. Tvoji prsi so kot ornamenti na božičnem drevesu, simetrični in očarljivi, ter čisti, kakor prvi sneg. Preden se pojavi prvo obvestilo na mojem telefonu, pohitim k objavam svojih najljubših ustvarjalcev. V celoti si čudovita, moja preljuba in čista, kakor nepopisan list papirja. Od 4 do
fantje, možje in dekleca in žene. Od 4 do 1 že vsi smo izmučeni. Voda nam kolesa, mehove nam žene. Od 4 do 1, od 4 do 1. Pol treh, spet puha na meh. Žareči, žebli so nam v očeh. Do 8 zvečer, žebli v očeh. Od 4 do 1 voda nam kolesa, mehove nam žene. Do 8 od 3 žareči, žebli očeh. Smo jih polje sejali, po polju naši žebli cvetu. Poglej v nebo, vanj smo jih kovali. Od 4 do 1 do 8 od 3, da nam bodo tudi po noči v očeh. On sem pred zrcalom postal. Kakor da sem po sebi koval. Kakor da delam ves božji dan greh. Od 4 do 1 do 8 od 3. Do 1, od 4 do 1, voda nam kolesa, mehove nam žene. Do 8 od 3, žareči žebli v očeh. Drevo pred hišo sta mi posedila, ko bila sem še otrok.
še bo zate tu. Ne bo, ne bo, še ostalo tu drevo, še bo zate tu drevo, še ko naju več ne bo. Franci Prešeren, Zdravljica. Živenaj vsi narodi, ki hrepeni dočakat dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Da rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Zdravica, živ narod svaki da je, što dočekati želi dan, da kud god sunce sjaje, sa svijeta razdor bude zgnan. Slobodni da su svi, a susjed, brat, ne dušman zli. Zdravica, pjom za vječnu svobodu всех народов и племен, да не будет словогоду, мир враждую, а сквернен. За межой, не чужой, друг, товарищ, дорогой. Trinklied. Es leben alle Völker, die sehnend warten auf den Tag, dass unter dieser Sonne die Welt dem alten Streit entsagt. Frei sei dann jeder Mann, nicht Feind, nur Nachbar, mehr fortan. A toast. Let's drink that every nation will live to see that bright day's birth, when 'neath the sun's rotation, dissent is banished from the earth. All will be kinfolk free, with neighbors none in enmity. Brindisi, vivan tutte le genti che sperano nel giorno, quando ove s'affacci il sol non ci saranno più guerre, ognuno sarà libero, amico, non ostile il vicino. Brindis, vivan todos los pueblos que ver el día anhelan, brille do brillar el sol, que ponga fin a las guerras, sean libres los hombres, con el prójimo apacibles. Здравиці! Хай усі живуть народи, що прагнуть сонячного дня. Ми дочекаємося згоди, і щезнуть чвари та гризня, щоб дзвенів братній спів з-поза кордонів рубежів. Živena vsi narodi, ki hrepene dočaka dan, tako da sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Da rojak, prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak. Hvala najpogumnejšim dijakom prvega letnika. Pomena kulture se zavedajo tudi drugi B, drugi C, tretji B, tretji D, tretji I in četrti A. O vrba, srečna draga vas domača, kjer hiša mojega stoji očeta, da je buka žeja me iz tvojega sveta speljala ne bila golfiva kača. Ne vedel bi, kako se v strup prebrača, vse, kar srce si sladkega obeta, mi ne bila bi vera v sebe vzeta, ne bil viharjev notranjih bi igrača. Zvesto srce in delano ročico zaduto, ki je. Nima milijonarka, bi bil dobil z izvoljeno devico.
Mi mirno plavala bi moja barka, pred ognjem dom, pred točo mi pšenico, bi bližnji sosed varoval, svet Marka. Daleč stran od mestnega vrveža Nigdi je rasel poseben kostan. Bil je čudež svoje vrste, saj je že zgodaj marca razvil popke, ko so drugi kostanji še počivali. V aprilu so se njegove veje obložile sočnim listjem in v začetku maja je obdaril okolico s prelepim belim listjem, preden so to storili drugi kostanji, ki so se prebudili pozneje. Jeseni, ko so drugi že počivali, utrujeni od dela in so spustili še zadnje sadje iz rok, se ta kosta ni menil za sever in mraz. Njegovo listje je ostalo bujno zeleno in šumelo v vetru. Vendar to šumenje ni bilo žalostno, kot pesem za pokojne. Njegove veje so se rahlo prepogibale do tal ali se veselo dvignile. Kljub mrazu, ki je že odnesel druge liste in jih pustil rumene in rjaste na tleh. Če se je kdo usedel pod ta kostan, so se mu zgodile čudežne stvari. Roščile so po hrastu, po meni, zadev mi je konico nosu in kihnila sem. Zahrošč, že vem, zaklad. Vsi moški, ženske in otroci so se odpravili, da bi videli dogajanje. Med njimi so bili tudi tisti, za katere so mislili, da so že zdavnaj preminuli. Prišli so v svojih irhastih hlačah in žametnih telovnikih, okrašenih s tisočerimi gubi. Nekdo je imel lase spete v čop, medtem ko mu je gosposka pentlja prosto visela po plečih. Zdaj se je izkazalo, odkot ta moč, ta ljubezen in ta mladost. Drage moje, ljubi moji, to nam bo zagotovilo.
davnimi časi sta za 9 gorami in 9 vodami Čakaj. 9 gorami, davnimi časi. Sem precej pripričan, da so nekje navedeni natančnejši podatki. Jo, te letnice, kdo se jih je spomnil. V redu, torej pred 120 leti nekje sta za 9 hribi in 3 vodami živela... Čakaj, to mi pa nima smisla. Kako točno se nameravate srečati, če sta živela 100 let narazen? Magija je v skrivnosti, deklica. Prosim, nadaljuj. No, torej, živela sta 2 človeka, 2 navadni osebi. No, nehaj voziti po teh ovinkih. Pa kam imaš ti? A ti niso ovinki všeč? Ej, med klanci in ovinki je očitna razlika. A si še kar obseden s tem tvojim klancem? Joj, to ne gre nikamor. Torej, jaz sem Cankar. Tole je Prešeren. In zdaj enkrat bi se naj srečala, ne? Ne še. Dokončam. Zdaj moramo od začetka. Okej, torej, Cankar in Prešeren sta se po neki logiki srečala na isti ulici v istem času. Bilo je jasno jesensko jutro. Ne, je pomladno. No, a lahko že začnemo? Pa da pusti naj do konca pove. Se pravi, Oglaša, ko si oglih prekinjal. A imaš ti kaj proti meni? Ja, očitno te imajo ljudje rajši, so ti posvetili cel dan, ki je, glej, no, oglih jutr. No, mogoče, če bi manj časa preživel za ženskami in več za pisanjem, bi tudi ti imel svoj dan. Veš kaj, ti pa nisi mogel sprejeti zavrnitve tiste Julije Primič, ki jo vsi tako dobro poznamo. Ta tvoja obsesija je že rahlo zaskrbljujoča. No, nismo se prišli sem prepirati. Če bomo takole nadaljevali, ne bomo prišli do konca, ali pa do začetka, če smo že pri tem. Prosim, lotita se stvari, veliko smo vadili, ne more... Kaj pa tvoje nenehno menjavanje žensk? Saj res, a nisi bil na koncu celo samski? Ta pa je nisem. A lahko nehata? Tole gre čisto v napačno smer. Tole zgleda zdaj, kot je moj prvi nastop, kot da nimam pojma, kaj delam. Sem precej prepričana, da sem videla gospoda ravnatelja in moja profesorica za slovenščino nekje v publiki. Bi res rada naslikala mene v slabi luči. Naj te opomnim, deklič, jaz nisem tole slikar. Dovolj, nazaj na pozicije. Gremo od in se srečata naprej. Zdaj pa sodelujta. Na lepo jesensko jutro sta se po sončno obsijanih ljubljanskih ulicah sprehajala Cankar in Prešeren. Prejšnji dan sta se namreč dogovorila, da se morata dobiti na kavi in Pa kdo je pisal to? Jan Plestenjak, jaz presežem, da še ta dva ne pišeta pocukranih pesmi. Pocukrane pesmi? Lepo prosim, moje pesmi so veličastne. Ne zgodi se, da kar vsako napitnico povzdigne v državno himno. Joj, no, potolaži se, saj si pisal samo o Juliji. Meni se zdi, da bi kakšna prepoved približevanja bila ljubša od teh tvojih slavčih spevov. Slavče speve? Ti si svojo mamo zaprl vrtinec življenja. Lepo prosim, Božica, še kar teče za tistim vozom. Ja, kaj pa ti? Ti si jo bil najljubše dihaj v celi Ljubljani, jo pustil, da jo je povodni mož vzel. A tak bi ti ravnal z Julijo? Prvo je ne izpustiš izpred oči, potem pa pustiš, da jo prva pojava vzame. Izpred oči, dragi moj, pa je že ne izpustim. A ne veš, da moj kip strmi v njeno dušo? Je moja muza napaja z močjo. A lahko jaz napišem tisto prepoved približevanja, prosim? Pa kaj se ti pogovarjaš? A ti niso v srednjo pustili športne, ker si tako šibek? Veš kaj, jaz zdaj znam plavati, to bi pa prav prišlo. Cankar, dogovorili smo se, da o tem ne boš govoril. Si pa pravi Oglaša, ki je edino poznan po teh tvojih brkih. Veš kaj, sploh ne vem, zakaj te kličejo največji slovenski pesnik. Meni se zdi Jan Plestenjak veliko boljši. Še jaz bi šel z njim v sobo 102. Mislim, da iz tega nič ne bo. Lahko pridemo vsaj do kave. Šušu. Mati? Cankar je v resnici Prešerna zelo spoštoval. Svojemu prijatelju Dragotinu Ketaju je naredil veliko uslugo, ko ga je poimenoval za njegovega sodobnika. Ja, zdaj smo pa tu. In srečno sta živela do konca
In srečno sta živela, Prešeren do 1849 in Cankar do 1917. 18. Meni se res ne zdi, da smo tole skupaj fajn spravili. Ali še enkrat skozi? Ansambl bratov Avsenik je postavil temelje narodno-zabavne glasbe, ki je del naše kulture. Glasbo je povzdignil na visoko raven tudi v tujini, oziroma ansambl je tudi v svetovnem merilu najuspešnejša slovenska glasbena skupina. Tega se sodobni izvajalci in glasbeni poznavalci pa tudi laiki zavedajo, zato temu glasbenemu fenomenu še vedno priznavajo poseben prostor v zgodovini slovenske glasbe. Ta glasba je tudi pomemben vir identitete Slovencev kot naroda še danes, ko stopamo širši evropski prostor. Tam, kjer Murke cveto, je valček kvinteta Avsenik iz leta 1958. Avtor glasbe je Slavko Avsenik, besedilo pa je napisal Feri Suvan. Tam, kjer murke cveto, tam, kjer ptički pojo, lepi dragi. Tam, kjer encijan plav, ves Prešerno bahal, nežno vabi. To dolino zeleno me vleče tako kot nobeno. Njej avrikel prijazno pozdravlja me srajčko rumeno. A z visoke pečine grad kamen obuja spomine. Spomni begama se smehlja in si misli vse mine. Ti zelena dolina s krvjo prepojena, predraga. Te vedno bom ljubil, nikoli pozabil ne bom. Dolina zelena, s krvjo prepojena, predraga. Te vedno bom ljubil, nikoli pozabil ne bom.
imamo tudi odlično mlado pesnico, maturantko Ano Krumperger. Šola je omogočila, da je pred kratkim izdala svojo pesniško zbirko Naročje zvezd. Pri njenem nastajanju so z ilustracijami sodelovali tudi dijaki umetniške gimnazije pod mentorstvom profesorice Andreje Čapušič. Dve Anini pesmi je v glasbo njen sošolec Lenart Kubenšek, zapela pa je bo drugošolka Zara Kregar. Res smo lahko ponosni na ustvarjalnost in izvirnost naših dijakov. Kot otrok sem se bala temnega podstrešja. Vsako noč me je strašil zvok miši. Grizljale so lesen strop moje sobe. Nekoč me je ena izmed njih povabila v svoje domovanje. In od takrat sleherni dan sem na podstrešju. Dolge ure berem raztrgane knjige, zmravljam misli, delim razgrizeno odejo in opazujem zagnane bajke, ki s pajčevinami varujejo ostanke rožastih tapet na oporni steni. Ne vedo, da zunaj rastejo prave magnolije. Brskam po zaprašeni skrini, listam po albumih s črno-belimi fotografijami in s šiviljskimi škarjami v lesu rezujem nerazločne povedi. Včasih iščem ozke odprtine, skozi katere piha zrak z ulice. Polnim jih s posušenimi kamilicami, skrinje šepetam si izmišljene zgodbe. Z njimi uspavam utrujeno telo, le bajki se zjutraj še spomnijo konca. Kadar udari strela, je zvok drugačen. To ni običajno grmenje, rezkejši je, oster, upit v temo. Zdaj sledi le mrtva tišina, kot nebo bi dalo zemlji čas, da pobožna ranjen kostan, še daš se za trenutek umiri. Po dolini se sliši zamoklo donenje. Ptice preplaščeno iščejo nov dom. Veter tiho žvižga otožno melodijo, ki se ujema v žitno glasje. In od takrat se po licih neba ulijejo solze. Oblaki se med iskanjem krivca sprejo, zberejo se v kopaste gmote in glasno obtožujejo drug drugega, dokler ne zadanejo še enega vojaka, tokrat morda brezom. Zdaj sledi le mrtva tišina, kot nebo bi dalo zemlji čas, da poboža ranjen kosta,
vabim Ao Kumperger in njeno mentorico, profesorico Ljubo Koprivc Bertonce. Tako, zdaj smo slišali dve glasbeni pesmi, ki ju v tej zbirki Anini ni. V tej zbirki je 37 drugih pesmi in verjamem, da sta vas že Zara in Lenart prepričala o kvaliteti. Mogoče bi se kdo vprašal, zakaj danes v teh časih umetne inteligence, kot smo slišali prej v uvodu, sploh še pisati poezijo, brati poezijo, se ukvarjati z njo. V svetu, ko smo kot muhe zapredene v pajkovi mreži z 1000 informacijami, ko se naša pozornost vse manjša in nimamo časa pravimo, pa vendar, poezija ima pomembnejšo vlogo kot kdajkoli poprej. Njena vloga je v tem, da nas obrne k sebi, da nam pokaže naše odnose do sebe, do drugih, do drugačnih. Da nas prisili, da beremo vsako črko skrbno posebej, torej da skrbno beremo, da tiho premišljujemo, da dajemo krila lastni domišljiji, kajti poezija je še zmeraj glas duše in srca. In pesniki, kot je tudi naša Ana, dajejo nam vsem svoj glas, našim izkušnjam, lepoti naših trenutkov, skrivnostim sveta, ki jih mogoče drugi ne najdemo več ali pa ne vidimo, pa še vedno so tu in pesniki nam jih odkrijajo. In takšna pesnica si ti, Ana. Že dolgo ustvarjaš, od prvega letnika naprej, najprej malce sramežljivo, potem pa vedno pogumneje. In moram še enkrat pokazati, lahko zaploskamo pesnico. Kaj je tisto, kar te je spodbudilo k pisanju ravno pesmi, ker vemo, da znaš tudi lepo risati, morda tudi poješ, tega sicer jaz ne vem. Zakaj ravno v poeziji iščeš svoj lasten glas? Poezija mi omogoča samo spoznavanje in pa samo raziskovanje. Pomaga mi, da ponotranjim občutke, ki so v meni, da si jih razložim, da spoznam trenutke življenja, ki so vplivali name. In vsak pesnik ima eno svojo rutino, a ne? In kako pri tebi teče ustvarjalni proces, kako se oblečeš, kaj poješ? Najraje pišem zvečer od 9. ure dalje, ko se sprostim, opravim vse dolžnosti, ki jih imam čez dan, potem pa se sprostim ob klasični glasbi in začnem zlagati besede v pesem. Ja, in pesnjenje ima tudi, tako kot zdravila, pozitivne učinke, vpliva seveda na to, da si razvila v teh letih, tudi lahko govorim kot tvoja profesorica, izostrajen občutek za malenkosti, za opazovanje, da si razširila svoje besedišče. So še kakšni pozitivni učinki? Ja, zagotovo. Učiš se novih besed, novih jezikovnih pravil, predvsem pa ti pesnjenje da samo zadosten občutek oziroma samo spoznavanje. Samo spoznavanje, tudi si samozavestnejša? Ja, tudi to. Predvsem je pomembna tu zunanja podpora, tako z vidika literarnih natečajev, kot podpora ljudi okoli mene. In to podporo zagotovo imaš, ne? Ja, in zdaj zaključuješ, bomo rekli žal, ne, Ana nas zapušča, maturantka je, in kam odhajaš? Upisala se bom na Ljubljansko filozofsko fakulteto v Ljubljani na dvopredmetno smer slovenistike in študija pedagogike in andragogike. No in ker obe drživa pesniško zbirko in ker verjamem, da bi radi slišali še kakšno pesem, pa prisluhnimo zdaj še Ani, predstavila nam bo eno pesem po lastnem izboru. Nočna vožnja z vlakom. 22 minut čez polnoč. Sedež, številka 64. Škrtanje karniz s temno-modrimi zavesami. Okno, rahlo priprto. Ravno toliko, da v tihoten kupe vstopa noč. Sedim na obrabljenem sedežu, z nogami ob kovčku, polnem rjavih spominov in umazanega perila. Ne zmenim se za madžarske potnike v sosednjem prostoru, ki se pogovarjajo v polomljeni angleščini.
Grobo drdranje jeklenih tirov in hladen, oster veter me spomnita, da je nekje tam zunaj postaja, zaklenen avto na parkirišču in prazno stanovanje z tohlim zrakom, ki čakajo name. Hvala. Zdaj pa vabim gospoda ravnatelja, da postavi. Draga Ana, v skoraj 4 letih nam je že zmanjkalo presežnikov, kako opisati vse tvoje dosežke. Vrhunsko, nepozabno, nedomestljivo, prvo mesto, zlato, zmaga, še in še in še. Vsega se je nabralo toliko, da smo res veseli, da ti lahko pomagamo pri izdaji tvoje prve pesniške zbirke. Smo veseli, da smo del tvoje zgodbe in smo veseli, da si svoje ustvarjanje še razširila, da si bila pogumna in izdala svojo zbirko in s tem ovekovečila svoje poezije, svoje pesmi. Verjamem, da si vesela, da so tudi uglasbene in bodo živele zagotovo še dolgo, dolgo, dolgo. In veselimo se, da boš ustvarjala še naprej in ti želimo mnogo uspehov še na tvoji nadaljni poti. Veliko ustvarjalnega nemira, veliko ustvarjalnosti, veliko navdiha. Verjamem, da tega ne bo zmanjkalo. Čestitke. Tudi sama bi se želim zahvaliti 4 profesorjem, ki so odločilno vplivali, da je zbirka sploh nastala. Tako da najprej prosim ravnatelja, da se mi pridruži še enkrat. Želim se zahvaliti tudi razredniku, profesorju Otmarju Ranjeku za podporo vseh študentov. Zahvaliti se želim tudi umetnikom za lepe ilustracije in pa tudi njihovi profesorici in mentorici Andreji Đakošić. Nazadnje pa se želim še zahvaliti profesorici in moji mentorici Ljubi Prizvrtnovci.
Čestitamo razredom za nastope in Ani Kumberger za izdajo pesniške zbirke. K sebi pa vabim gospoda ravnatelja, profesorja Roka Lipnika in ga prosim za govor ob jutrišnjem kulturnem prazniku. Dragi dijaki, Prešerna pa šele spustimo tako. Dragi dijaki, cenjeni sodelavci, vesel sem, da vas lahko pred kulturnim praznikom nagovorim, čeprav se mi zdi, da je tale današnja preditev povedala vse, kar sem želel povedati v svojih besedah, a vseeno nekaj kratkih trenutkov pozornosti vam vseeno še namenim. Spraševal sem se, kako vam lahko ponazorim to, da kulturo res cenimo, da jo na šoli negujemo in da vam jo želimo predstaviti kot tisto, kar si morate v življenju vzeti kot del samega sebe. Kultura je zagotovo en most, ki povezuje preteklost, prihodnost in sedanjost. In brez našega jezika te kulture nimamo. Zato me veseli, da ste danes pokazali, kako znate gojiti slovenski jezik, kako ste spretni, kako ste kreativni, ustvarjalni, inovativni. Pokazali ste, da to, kar vam nudimo na šoli, res dobro sprejmete. To, da sodelujete na natečajih, tekmovanjih, da vam ponudimo izzive, kot so Najkratka pesem, pa da sodelujete v podstrešju in da pišete različne prispevke. Da ustvarjate preditve, kot so današnja, kjer kulturo postavimo v svoj žarometu. Vse to in še več, verjamem, da vam daje tisto nekaj, kar potrebujete, da to kulturo v sebi tudi gojite. In ni me strah, da bi slovenski jezik izumrl. Marsikdo se najde, ki razmišlja o tem, kdaj bo slovenski narod prenehal obstajati, da smo majhni, slišali smo, da nas bodo veliki jeziki kaj kmalu pojedli, absorbirali, vedno več tujk se mi zdi, da uporabljamo, a vseeno, danes ste pokazali, da za jezik vam je mar in da radi ustvarjate tudi v slovenskem jeziku. In bravo, le tako naprej. V jutrišnjem prazniku pa naj ne bo le prost dan, se so že prej povedali, gospod Prešeren celo je povedal. Naj to ne bo le en prost dan. To je dan, ki ga posvetite kulturi. Ustvarjajte, razmišljajte, berite, pišite. Skratka, bodite kulturni. Prijeten kulturni praznik vam želim. Drage dijakinje, spoštovane profesorice. Bog živi vas Slovenke, prelepe, žlahtne rožice. Ni take mladenke, ko naše krvi dekle. Naj sinov, zarodnov, iz vas bo strah sovražnikov. Dragi dijaki, mladenči in malo starejši mladenči. Mladenči, zdaj se pije, zdravljica vaša, vina šup, ljubezni domačije, noben naj vam ne usmrti strup, ker zdaj vas, kakor nas, jo srčno branit kliče čas. Nazadnje še, prijatelji, kozarce zase vzdignimo, ki smo zato se zbratli, kar dobro v srcu mislimo. Dokaj dni, naj živi vsak, kar nas dobrih je ljudi. Dragi zbrani, prijatelji, prijatelji kulture, poezije, glasbe, lepe besede, GCC. Dvignimo v mislih kozarce in nazdravimo praznik našega jezika in kulture. Ob spominu na našega velikega poeta, ki je slovenščino kultiviral za izražanje najzahtevnejših misli, čustev in spoznanj, je povzdignil na raven umetniške govorice in se kot pesnik postavil ob bok najpomembnejšim evropskim romantikom, s tem pa slovensko poezijo dvignil na evropsko raven. Vsebine in ideje njegovih pesmi so večno aktualne. Še danes nas nagovarjajo in so trajno obogatile našo kulturo in jezik. Vsem dijakom se zahvaljujemo za sodelovanje. Želimo vam lep predpraznični in še lepši praznični dan. Živeli!